Ja. Torej, spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni v obnovljenem objektu Bile, nekdanji konjušnici, na katero obnovo smo v Slovenski vojski zelo ponosni, ker smo jo obnovili skladno z usmeritvami Zavoda za zaščito kulturne dediščine Nova Gorica in smo, kot je že bilo danes slišan, objekt rešili pred propadanjem in mu vdihnili nov duh. Mi v Slovenski vojski se zavedamo, da vojaško delovanje ima vpliv na okolje. Dejstvo pa je, da se pripadnici in pripadniki Slovenske vojske usposabljamo, da bomo branili našo domovino, da bomo opravili vse naše zadane, zakonom določene naloge profesionalno in varno. Zato je del našega vsakdana usposabljanje in urjenje za izvajanje zakonsko določenih nalog obrambe domovine. Ogromno skrbi in sredstev, ravno zaradi dejstva, da se zavedamo, da naše delovanje vpliva na okolje, namenjamo v namen zaščite okolja, komuniciranje z lokalnim okoljem in pa za usposabljanje. S tem namenom smo danes organizirali dan za lokalno skupnost in pa za novinarje, na katerem vam skušamo predstaviti svoje delovanje s poudarkom na varovanje okolja. Na posvetu, na katerem danes pozdravljam državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo, gospoda Rudija Medveda, župana občine Postojna, gospoda Marentiča, polkovnika Igorja Šepca, namestnika poveljnika sil Slovenske vojske, doktor Samar Petkovšek iz Fakultete za varstvo okolja Univerze v Ljubljani in pa že prej ste videli profesorja Domna Leštana, direktorja Envita. V tej zasedbi vam bomo danes poskušali predstaviti naš pogled na varovanje okolja, na naše delovanje in odgovoriti na kakšno od vaših vprašanj. Državni sekretar, predajam vam besedo. Hvala lepa. Ja, prav lepo pozdravljeni. Sem prepričan, da so kolegice in kolegi Slovenske vojske in da smo tudi mi z Ministrstva za obrambo izredno veseli vašega obiska. Bom glasneje, ja. Nimam tako močnega glasu kot spoštovana gospa, ampak bom poskusil. Torej, zelo veseli vašega obiska in takšnih srečanj, bilo jih je tudi že v preteklosti, ampak v prihodnje jih bo še več. Ker predsodke razbijamo in ustvarjamo zaupanje najlažje skozi pogovor, skozi stik in seveda tako kot danes, da tudi v praksi pokažemo tisto, kar sicer večkrat povemo, pa morda včasih kdo tudi ne verjame čisto ali pa nam ne zaupa, seveda tudi v praksi, da pokažemo, da dejavnost Slovenske vojske tukaj na Vadišču Poček pomeni hkrati tudi zelo skrbno ravnanje in odgovornost do okolja. In to ste lahko na primeru tukaj v praksi že videli. V nadaljevanju vam bodo kolegi in kolegice predstavili še nekatere druge ukrepe, ki preprečujejo seveda kvarno delovanje Slovenske vojske tukaj na Počku na okolje. Jaz sem zdaj pred dnevi v nekem časopisu prebral mnenje nekega spoštovanega gospoda tukaj iz lokalnega okolja, ki je med drugim rekel, ja, sej, menda res nekaj merijo, gledajo, ne, ampak mi temu ne verjamemo. Ne. Govorim o monitoringu podzemnih voda, torej in tej nenehni skrbi, kako dejavnost Slovenske vojske tukaj na Vadišču Poček kvarno vpliva na pitno vodo na Postojnskem. Ampak danes boste lahko seveda slišali, da
redno spremljamo, da izvajamo monitoring in da seveda dejavnost Slovenske vojske tukaj v ničemer ne poslabšuje kakovosti pitne vode, ne na Postojnskem, ne širše. Da morda izsledki teh monitoringov kažejo, da nekatere druge dejavnosti bolj vplivajo na kakovost pitne vode. Ne, zdaj še ne morete, ko bomo pol se pogovarjali naprej, če mi dovolite. Zdaj, malo starejši, pa pol hitro nič zgubim takole. Torej, ko govorimo o vplivu na podzemne vode oziroma na pitno vodo, je mnogo dejavnikov, ki morda na tem območju bistveno bolj vplivajo na kakovost pitne vode in ne bom nikogar krivil, ne bom našteval, pa saj imate en dogodek nedavno, ga zelo dobro poznate tukaj na Postojnskem. Tisto, kar bi rad v zvezi s ravno glede kakovosti pitne vode, ker o tem največkrat poslušamo, največkrat beremo, je, da seveda ta sistem nadzora nad kakovostjo še nadgrajujemo in to bistveno nadgrajujemo. Pravzaprav sledimo tistemu, kar smo pred kakšne pol leta nazaj morda dobili pobudo županov z tega območja, da bi veljalo, ko smo ponudili tudi občini Postojna, da lahko, če je morda nezaupanje v lokalni skupnosti, tudi sami ali pa kdorkoli drug naroči spremljanje kakovosti vode. No in takrat je prišla pobuda več županov, da bi morda vključili tudi nekatere ustanove z državne ravni in ta monitoring razširili, ne samo na ožje postojnsko območje, ampak tudi širše. Ampak to je takrat pri nas že teklo. Ta projekt je že tekel in vzpostavljamo stalen nadzor na začetku, kar zadeva vadišče Poček in strelišče Bač, kasneje pa se bo to tudi razširilo. Torej, stalen nadzor, vključno z zgodnjim opozarjanjem na kakršnokoli spremembo v kakovosti voda. Ta projekt že teče in konec letošnjega leta bo tudi nared za začetek testnega delovanja in tam nekje maja prihodnje leto bo to testno delovanje tudi v polnem teku, tako da bodo rezultati tega monitoringa pitne vode pravzaprav, kot rečemo, just in time. Torej, rezultati bodo na voljo nenehno in vseskozi, torej in, kar je pomembno, da ta sistem spremlja tudi sistem zgodnjega opozarjanja, torej možnosti za hitro reakcijo, če bi se karkoli nepredvidenega zgodilo. Seveda se lahko marsikje in povsod pravzaprav zgodi kaj nepredvidenega, zato ima Slovenska vojska tukaj na Počku mehanizme za preprečevanje takih dogodkov, da zelo dobro tudi tehnično skrbi za to, da ne prihaja do kvarnih vplivov na okolje in tako bo seveda tudi v prihodnje. Mi bomo torej to skrb za okolje nenehno nadgrajevali. Glejte, saj vsem skupaj nam je mar, da živimo v zdravem, čistem okolju, torej kjerkoli, ne samo tukaj na Postojnskem, kjerkoli v Sloveniji. In seveda, ker dejavnost takšna in drugačna, pa naj bo ali dejavnost v tem primeru vojaška ali pa kakršnakoli druga, seveda lahko prinaša s seboj tudi učinke, ki vplivajo na okolje in naša naloga je, da seveda to omilimo, omejimo na minimum in da smo seveda vselej pripravljeni
da lahko tudi preprečimo, če bi prišlo do mogoče kakšnih neljubih dogodkov. Tisto, kar se mi zdi ob tem zelo pomembno poudariti, ko govorimo o tesnem stiku med Slovensko vojsko, Ministrstvom za obrambo in lokalno skupnostjo, pa ni to od včeraj, saj Slovenska vojska ves čas tesno sodeluje z lokalno skupnostjo, je pa res, da se tu in tam ob določenih dogodkih morda vnaša tudi določeno nezaupanje, ki ga želimo seveda odpraviti, utrditi medsebojno zaupanje in potem, ko smo bili lansko leto deležni marsikatere kritike, pa tudi jeze lokalnega prebivalstva, smo seveda to vse skupaj vzeli zelo, zelo resno. Tako da smo z mnogimi ukrepi, ki so že v veljavi, aktivnosti Slovenske vojske tukaj na Vadišču Poček, deloma, če temu tako rečem, omejili, deloma je Slovenska vojska svojo dejavnost tukaj reorganizirala, vse seveda s ciljem, da čim manj moteče vpliva na vsakdanje življenje ljudi tukaj na Postojnskem, vas tukaj na Postojnskem. Seveda pa po drugi strani je popolnoma razumljivo, da vojska brez urjenja seveda ne more biti vojska in tudi naša ni nobena izjema. Če je vojska steber nacionalne varnosti, mora biti zato ustrezno izurjena, mora biti zato tudi ustrezno opremljena. Če ste ravno včeraj so bili podatki, objavljeni podatki Eurobarometra o kaj so naše vrednote oziroma kje so naše skrbi in na zelo visokem mestu smo Slovenci, na zelo visoko mesto smo Slovenci uvrstili tudi obrambo in zaščito, ker se zavedamo, da živimo v drugačnem svetu, kot smo živeli še nekaj let nazaj, da so razmere preteče in zaskrbljujoče in da seveda na koncu pa seveda vsi skupaj upajmo, da se to nikoli ne bo zgodilo, ampak če se vendarle zgodi kaj takega, na koga se bomo naslonili, ko bomo želeli ohraniti našo varnost? Ja, na Slovensko vojsko seveda. In mi smo mnogokrat rekli ob vprašanjih, kaj je alternativa Vadišču Poček. Jaz sem vsakokrat rekel, alternativa Vadišču Poček je Vadišče Poček in v tej majhni Sloveniji pač drugega takšnega objekta nimamo, seveda pa je alternativa dejavnost Slovenske vojske na Vadišču Poček, ki gre čim bolj naproti lokalnemu prebivalstvu in seveda, da ustvarjamo to sožitje drug z drugim, da se tudi lokalna skupnost seveda zaveda, da če govorimo o vojaškem vadišču, seveda, da so tam tudi vojaške aktivnosti in drugače ne more biti. Kar nekaj ukrepov je bilo sprejetih, še jih bo tudi v prihodnje, da bo seveda ta dejavnost za vse vas tukaj na Postojnskem čim manj moteča in jaz verjamem, da se rezultati tega v letošnjem letu v praksi tudi že kažejo. Hvala, državni. Gospod župan, zdaj pa vas prosim za kakšno misel. Ja, hvala. Lepo pozdravljeni. Jaz bi raje odgovarjal, ko pa govoril, Rodi je odličen govorec, kar izčrpno povedal veliko stvari. Bom se dotaknil dveh, treh zadev in sicer ena je monitoring. Monitoring je v preteklosti že bil
izvajan se strani podjetja, kateremu vem, da nikomu ne bo to všeč, sem tudi zaupal rezultate. Gre za strokovnjake, ki so opravili monitoring, popolnoma nič povezani z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije ali kakorkoli z državo. Tako kot danes, ko smo dobili prezentacijo prečiščavanja, recimo zemljine, so jo izvajali strokovnjaki, torej strokovnjaki, ki so izobraženi na tem področju, in mislim, da nismo v filmu, da bomo tukaj sumili na neke špekulacije, pač sam verjamem vašem rezultatu in pa vašemu delu, tudi v bodoče. Kar se tiče samega onesnaževanja, v preteklosti sem tudi večkrat omenjal, da ja, imamo ta nesrečni poček na območju občine Postojna Pivka, imamo živinorejo na območju občine Postojna Pivka in imamo avtocesto, katera je grajena po zastarelih standardih. Praktično niti malo po današnjih standardih, to lahko zagotovim iz prve roke samega upravljavca, to je Darsa. Bila je zgrajena na nesrečo ali pa na srečo leta 1972 kot prva v Sloveniji in nima niti najmanjših pa kakršnihkoli lovilcev. V primeru nesreče dnevno poteka promet v tisočih cisternah z raznimi kemikalijami na tem območju. Tako da ja, veliko je stvari, ki nas ogrožajo. Seveda, kar ne pomeni zmanjšana teža počka na tem področju. In glejte, mi smo majhna država in če kot taki moramo živeti v neki skupnosti, živimo v skupnosti Evropske unije, tukaj smo se odločili za Evropsko unijo, čeprav ponavadi je tako, da tisto, kar je dobro, je sprejemljivo, kar pa nam ne diši, pa ne bi se ravnali po teh skupnih normah. In enako je bilo z vstopom v NATO. Ko smo podpisovali oziroma na referendumu odločili za vstop v NATO, smo se odločili zakaj, ker smo premajhni, da bi lahko sami bivali v tem velikem svetu. Temu smo se tako odločili in vsako članstvo zahteva tudi neke ne samo dobrobiti, ampak tudi neke naloge oziroma neke stroške, takšne ali drugačne. Tudi če ste pripadnik tabornikov, boste plačali pa 10 evrov članarine in pa toliko ur na letni ravni prostovoljnega dela. Tudi tukaj moramo prevzeti tudi obveze, ne samo koristi kot člani NATO pakta. Res pa je, da smo zopet Postojnčani kot elektrarna Škoda. In tukaj lahko rečem, da v tem trenutku imamo sogovornike na drugi strani. Z gospodom Rudijem sva sodelovala že, ko je bil še ministra za javno upravo, in moram reči, da je kar veliko pomagal Postojni, da bom zdaj v detajlih, da to mu verjamem, in so pokazali kar neke dobre volje, ampak nikoli ne bo dovolj dobre volje za pač tiste, ki so naperjeni proti strelnemu orožju. V tem trenutku živimo v takih časih, da če spremljate medije, morda jutri pride, upam, da ne, res si želim, da bomo preživeli to krizo, ampak vse se nekako širi, bodisi iz vzhoda, bodisi iz severovzhoda, kjerkoli že, no, razna krizna dogajanja, in bodimo pametni, bodimo ponosni na svojo vojsko. Po letu 1991 prvič v zgodovini slovenskega naroda imamo svojo vojsko, na katero morali biti ponosni. Kot sem prej omenil, smo premajhni in pa po BDP-ju prešvoh, da bi se samostojno upirali vsem težavam, ki nas lahko ogrožajo. Iluzorno je živeti v nekih zgodbah, da nam je pa lepo, mi smo pa na varni strani Alp oziroma v Aziji. Pač nismo, ne. Moramo se pripravljati, da se lahko jutri kamion prevrne, moramo biti pripravljeni, da lahko nekdo poseže čez naše meje. Včeraj smo imeli v Državnem svetu predlog zakona, ki posega na migrantsko področje. Hvala Bogu smo ga zavrnili, hvala Bogu lahko rečem, ampak posega na migrantsko območje. Zakaj? Ker se nekdo boji teh migrantov, ki bodo vdrli jutri čez mejo. Ko pa v takem primeru pač tudi vojska pomaga, takrat jo potrebujemo, takrat je dobrodošla. Ko pa teh problemov ni, pa naj odide. Enako je s policijo. Policaja noben ne mara, ko ga pa rabiš, pa hudič, ki je, zakaj ne pride. Tako da dajmo biti tukaj malo strpni, razumevajoči in še enkrat, pogovarjamo se o zmanjšanju teh vaj. Letos ne bo Adriatic Strike, jaz bi si želel, da ga ne bi bilo nikoli več, pač v takem obsegu, vaje so, vaje ja, v takem obsegu morda ne, da pa
pokaže Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije dobro voljo s tem, da bodo res redno izvajalo ne samo monitoring, ampak tudi ukrepe za prečiščevanje, je pa tudi za pozdraviti in mislim, da ni vse, kar nam ni všeč, tudi slabo. Še enkrat, čisto za konec, bom tudi sam spremljal ukrepe, ne samo monitoring, ampak ukrepe, kako bi ohranjali in pa čistili za sabo zemljino, kjer jo bodo morda jutri ali pa nekoč drugi naprej uporabljali morda za nekatere drugačne namene. Dejstvo je, da ima Krško jedrsko elektrarno, Trbovlje ima tudi še slabšo elektrarno, torej, ki onesnažuje daleč naokrog, recimo dolino, kar ni v redu, ampak dajmo biti pošteni pa si priznati, da vsi, kar nas je tukaj, smo prepričani, da elektriko potrebujemo in nam ste dolžni zagotoviti elektriko, ker smo davkoplačevalci. Vendar proizvajali ne boste na mojem vrtu. Tako da tukaj smo mi tista pač elektrarna Škoda Slovenije, za nekaj smo mi, za nekaj so na Krškem, za nekaj so v Velenju in tako naprej, Trbovlju, pardon, ja, Velenja si mislil prej omeniti, ja. Pač temu je tako in če bomo vsi skupaj poskrbeli, da bo kolikor toliko čisto in da bo čim manj tistih nesrečnih reaktivnih letal, mislim, da nekam sožitev gremo lahko tudi brez težav tudi naprej, pa seveda z razumevanjem drugega. In če nekdo nekaj predlaga, je pravilno, da tudi te predloge obravnavamo in jih se soočimo z njimi in jih predelamo. Tako da, toliko z moje, bom pa rade volje odgovarjal na kakršnokoli vprašanje. Hvala, župan. Nadaljujemo s predstavitvami v duhu transparentnosti našega delovanja. Bo namestnik poveljnika sil, polkovnik Šepec, predstavil večje aktivnosti Slovenske vojske v okolici na vadišču Postojna do junija letošnjega leta. Ja, hvala lepa. Sile Slovenske vojske so največji uporabnik osrednjega vadišča. Se pravi, to je tisto, kar je, bomo rekli, operativno v Slovenski vojski in tisto, kar načrtuje, kar se usposablja in kar tudi izvaja naloge. Za nas je pomembno, da povemo, da vse aktivnosti, ki jih izvajamo skladno s strani Vlade Republike Slovenije odobrenim načrtom vaj v obrambnem sistemu. Letos je bil ta načrt vaj v obrambnem sistemu izdan v začetku meseca marca z spremembami v začetku meseca aprila. 130 aktivnosti, okoli 130 aktivnosti je v tem načrtu vaj v obrambnem sistemu, ki so razdeljene nekako na 4 rubrike. Eno je tisto, kar Slovenska vojska dela doma, tisto, kar Slovenska vojska dela v tujini in tisto, kar tuje, se pravi naši zavedniki iz kolektivne obrambe delajo pri nas in se usposabljajo pri nas. Bistveno je, kar je razvidno iz prve drsnice, da v teh 130 aktivnosti je 16 aktivnosti, za katere smo mi v letošnjem letu ocenili, da je tisto, kar bo nekako obremenjevalo osrednje vadišče Slovenske vojske. Večino aktivnosti od teh 130 Slovenska vojska izvaja v tujini, ker se tudi udeležujemo vaj v kolektivni obrambi, kjer so naše enote, predvsem tiste, ki so pripravljene za delovanje v NATO in v enotah Evropske unije, se pravi obvezne se sodelovati. Seveda največji vpliv, kar je razvidno iz letošnjega načrtovanja, se v hrupu dogaja pri artiljerskih streljanjih nad 155 mm in predelovanju letalstva. Če boste videli to, kar je načrtovano bilo v letošnjem letu, bomo rekli, da smo nekako polovico aktivnosti, ki bojo obremenjali Poček, do aprila že skoraj v letošnjem letu izvedeli. Videli boste v rdečem okviru, to je to, kar vam jaz predstavljam, se pravi obdobje nekako do meseca julija. Prazno, bolj kot ne obdobje. Se pravi, tukaj je vse tisto, kar je bilo že prej rečeno strani državnega sekretarja in vašega župana. Se pravi, mi smo se v letošnjem letu šli izvajati jadranski udar v 2-letni termin, se pravi, striktno smo upoštevali tudi smeritve Ministrstva za šolstvo povezano z maturitetnim obdobjem in v tem obdobju je tisto res minimalna obremenitev.
Potem seveda v zaključku leta, o tem bomo verjamem na naslednjem srečanju, bomo pa konkretno predstavili tisto, kar nas čaka potem v septembru in oktobru. Tako da, kar se tiče aktivnosti do meseca julija, je glavnina za letošnjega leta odpravljena in če gremo še na naslednjo drsnico, ta izsek do meseca julija, se pravi vidimo, imamo 3 večje aktivnosti, celo artiljerijskega streljanja s havbicami 155 ne bomo izvajali, ker smo dodatne vaje in aktivnosti bomo izvajali na navadiščih v tujini, na hrvaškem navadišču Slun. Tako da lahko rečem, da zdaj ta obdobje, o katerem zdaj govorimo, se pravi, verjamem, da bo potekalo mirno, tako, kar se tiče vaje jadranski udar, maturitetnega obdobja in predvsem pa miru v času poletja. Ta vaja, taktična vaja z bojnih strani vodov, to je vaja naše slovenske vojske, kjer bomo pripravljeni en kontingent za operacijo na mednarodni operaciji misij, ampak to bo najvišji kaliber, tam bo 60 mm. Jaz bi v zaključku samo to povedal, da slovenska vojska in sile slovenske vojske se tudi v tem obdobju že krepko razmišljamo v morebitni podpori sistemu zaščite in reševanja. Se pravi, pri nami je poletje, skušamo načrtovati, skušamo narediti lastno konsolidacijo in predvidevati, kje bomo lahko angažirani. In tukaj bomo pomagali, tako kot smo lani, tako kot smo 22 na Krasu in tudi prejšnja leta. Dejstvo pa je, da vojska, kot je bilo rečeno, naša osnovna naloga je oboroženi boj. Se pravi, mi potrebujemo tudi vadišča, strelišča, kjer bomo tisto naše osnovno poslanstvo, možnost usposabljanja in urjenja lahko dosegali. Se pravi, osrednje vadišče je vitalnega pomena za to in nudi nam tisto, kar mi potrebujemo nekako za usposabljanje in urjenje četne bojne skupine, skladno z modernimi taktičnimi načeli. Se pravi, ni dovolj, da imamo samo vadišče, mi se moramo tudi usposabljati skladno z zahtevami, doktrinami in načeli, kar pomeni, pehotna enota, ki napreduje na nekem bojišču, ima tudi podporo, potrebna je artiljerijska podpora in vsi tisti moderni sistemi. In to vadišče tukaj nam to omogoča. Zato bi tudi stališča sil slovenske vojske, vojakov, ki se urijo, ki se usposabljajo, res zaprosil pa za razumevanje. Naša obveza in dolžnost, ki pa je pa seveda, da bomo skladno tudi za današnjo temo res napor naredili tudi, kar se tiče okoljevarstva. Hvala lepa. Hvala, polkovnik. Pa nadaljujem kar tam, ker je polkovnik končal. Slovenski vojski ravnamo ozaveščeno do vseh aktivnosti. Zakaj? Zato, ker največkrat rečemo, da je Poček naš drugi dom. Zato, ker se tukaj urimo, tukaj sklepamo najlepša prijateljstva, nepozabne spomine in se usposabljamo za to, da obranimo našo domovino in naredimo to nalogo varno. Na področju varovanja okolja v Slovenski vojski bom naštela nekaj čist fizičnih, vsakodnevnih ukrepov, ki jih mi kot pripadniki izvajamo na Postojnskem vsakodnevno. Obvezno se usposabljamo iz varovanja okolja. Izdelane imamo smernice za obnašanje vojaka na terenu. V prostoru lahko najdete kartice vojaka, ki ga usmerjajo o tem, kako se odgovorno ravna v naravi, kaj se pričakuje od njega, ko parkira vozilo, na katere številke pokliče, ko zazna kakršnokoli onesnaženje, ali je to strani Slovenske vojske, strani mogoče civila, zunanjega dejavnika. Na terenu, naprimer, kot lahko vidite zunaj, pod vozila, vojaška bojna vozila, vedno podstavimo oljne filtre. Jaz se včasih hecam, da mogoče še prej preden lastno zaščito poskušamo zaščititi naravo, ker je ena sama in vsem nam skupna. Streljanja izvajamo v natančno določenih rajonih, ki so predpripravljeni in imajo možnost nevtralizacije ali omejevanja učinkov našega vpliva na okolje. Po usposabljanjih vedno pospravimo, varno in ekološko uničujemo vse ostanke streliva in jih seveda seboj tudi odpeljamo, tako kot recikliramo in odpeljamo vse odpadke, ki nastanejo zaradi naše prisotnosti ali delovanja v Počku, v okolici Počka in na vseh drugih streliščih in vediščih. Veliko usposabljanja tudi s težkimi kalibri, kot že omenjeno, selimo v tujino in pa na različne trenažerje, kar sodobna tehnologija omogoča. Prepovedujemo pretakanje goriv na neoznačenih območjih, recimo enega ste videli, na drugih je to prepovedano. Postopke v primeru razlitih in olj, nevarnih in drugih stvari
dnevno preigravamo, zato da postajajo rutina in da vemo, kako se obnašati in kako neutralizirati oziroma zmanjšati morebitne negativne vplive. Zaposleno imamo, kot že je povedano, pooblaščence za varstvo okolja v enotah in poveljstvih Slovenske vojske. Letno namenimo več kot 100 000 evrov za nakup ekoloških sredstev, kot so pivniki, lovilci, absorbenti, zabojniki za nevarne snovi. Več kot 100 000 evrov namenimo na leto za vgradnje čistilnih naprav, ki po zakonodaji še niso nujne, vendar jih Slovenska vojska vgrajuje, zato ker želimo biti prijazni do narave, ki je del naše domovine. Ves čas naši zaposleni sodelujejo z Zavodom za varstvo narave, ki nam podaja okoljske usmeritve in izvaja stalni nadzor. Pa še bi lahko naštevala, ampak na takšen način, z ozaveščenim in aktivnim vključevanjem naših pripadnikov v skrb za naravo prispevamo tudi mi za boljši jutri in za našo lepšo prihodnost. Ampak poleg vsega tega Slovenska vojska skupaj z Ministrstvom za obrambo ves čas aktivno izvaja monitoringe tal. Trenutno so aktivni je že omenjen projekt Alenus, ki omogoča oskrbo z alternativnimi viri energije, kot se to lahko vidi že na strelišču Bač in kot bo to v nadaljevanju na Počku. Razvijamo opozorilni sistem za zaznavanje vplivov vojaške aktivnosti na podzemno vodo, o tem je govoril državni sekretar. Izvajamo projekt zaznavanja, preprečevanja tveganja okoljskih in naravnih nesreč, o čemer nam bo predstavila v nadaljevanju docent dr. Samar Sajek Petkovšek, ki je bila tudi prisotna na vseh monitoringih, ki smo jih izvajali v preteklosti, ki se jih bom v nadaljevanju dotaknila. In vse to izvajamo, kot je omenil župan, v okviru in pod nadzorom in v popolnem izvajanju neodvisnih akademsko priznanih institucij. Torej v preteklosti, poleg omenjenih aktivnih, smo od leta 2006 do leta 2023 izvedli več kot 7 zelo obsežnih monitoringov, katerih rezultati so aktualni še danes, saj se taki monitoringi delajo na 5 do 10 let. V teh monitoringih smo opazovali vse, tla, vode, zrak, hrup, biotsko pestrost, travnike, divjad in tudi osiromašen uran. Vse monitoringe, razen osiromašenega urana, ki ga je izvajal Inštitut Jožefa Štefana in ni ugotovil nikakršnega odstopanja oziroma onesnaženosti zemljine zaradi urana, je izvajal pogodbenik Enrico s 4 podizvajalci. Zdaj, če se nekoliko dotaknem rezultatov monitoringov, torej onesnaženost tal, s katero smo danes začeli, posledica onesnaženosti določenih območij, kjer so rajoni ciljev, je posledica dolgotrajnega onesnaževanja, kot smo tudi že danes slišali, ki sede še čas v našo nekdanjo domovino in se jo Slovenska vojska z Ministrstvom za obrambo in pa seveda z vrhunskimi strokovnjaki odloči prečiščevati, da bo čista, da bo na njej rastlo, da bo pozitivni prispevek k naravi. Monitoring vode, kot smo omenili, se izvaja vsakoletno in je v procesu aktivni monitoring celotnega pretoka vod, ki ugotavlja, da iz rezultatov analiziranih vodnih parametrov izvira Malenščice in tudi na vseh ostalih lokacijah v vodah ne presegajo mejne vrednosti onesnaženosti pitne površinske vode. Nekoliko onesnaženosti je zaznati v sedimentih in to ne vpliva na vodo. Vendar je torej tudi ta monitoring podtalnih voda pokazal, da ni edini možni onesnaževalec podtalnih voda in pitne vode na Postojnskem Slovenska vojska, kot je tudi že omenil župan. Še veliko drugih elementov od avtocest, intenzivnega kmetijstva je v okolici, ki vpliva na pitno vodo. Monitoring zraka, prašna usedlina, trenutno ni veljavne zakonodaje, ki bi določala kritične emisijske vrednosti prašne usedline,
vendar so rezultati izmerjeni na vadišču Osvald Postojna primerljivi z referenčnimi vrednostmi na lokacijah izven območja rajona Poček. To pomeni, da niso nevarni. Hrup je tisti, ki se zavedamo, da povzroča občasne velike motnje. Tudi monitoringa hrupa se je izvajal v času največje obremenitve Agos vaje, torej takrat Adriatic Strike v letu 2017. Ugotovljeno je bilo, da najbolj s hrupom obremenjujejo havbice in pa preleti letal, vendar in presegajo vrednosti v tistem določenem obdobju izvajanja. Ker pa so predpisani letna povprečja, je tudi ta monitoring ugotovil, da letno povprečje obremenitve hrupa na Postonskem ne presega dovoljene vrednosti, kateremu je pa Slovenska vojska izvzeta iz zakonodaje. Pa kljub temu se trudimo pristopati tudi na področju povzročanja hrupa pozitivno. Potem samo, če se omenim habitate, biotsko raznovrstnost, je bilo dokazano, da živali so se prilagodile na prisotnost vojske oziroma se to polzaprto območje celo izkazuje kot zelo pozitivno in je prisotna večja biotska pestrost. Če bom karkoli povedala, me bo potem še profesorica popravila, ampak mislim, da ko preberem, mi gre kar dobro. In je tudi iz vadišč, recimo po tujini, se najde na vadiščih v vojaških območjih zaščitene oziroma zelo ogrožene vrste, zato ker jih tam ne ogroža intenzivno kmetijstvo ali pa prevelika prisotnost turizma, civilnega okolja. In če se potem še, lahko bi omenila tudi metulje na vadišče Mlake, kako smo jih preselili in kako smo jim omogočali še lepšo, bolj pestro sobivanje s človekom in vse to delamo ob sodelovanju z zavodi, ki skrbijo za zaščito naravne in pa tudi kulturne dediščine. Poleg vsega omenjenega je na podlagi vseh naših dognanj, naših želja, da pristopimo k reševanju okoljske problematike, sobivanja s civilnim okoljem, lokalnim okoljem, je Ministrstvo za obrambo izdelalo dolgoročne usmeritve za povečanje odpornosti proti podnebnim spremembam na obrambnem področju, iz katerega bo izveden akcijski načrt okoljskih ukrepov, ki jih bomo postopoma pričeli izvajati v Slovenski vojski. In Slovenska vojska sporoča v okolje, da svojo prisotnostjo v Postojni, kjer imamo vojašnico, in svojimi aktivnostmi na osrednjem vadišču Slovenske vojske na Postonskem, ki je sestavni del življenja, torej postajamo in smo od nekdaj sestavni del življenja tega okolja. In se počutimo tukaj tudi doma. Zavedamo se, da smo slišani, da vplivamo, zato vedno težimo k pravočasnemu obveščanju, k odgovornemu ravnanju in bomo delali tako tudi naprej. Vendar moramo zagotavljati tudi pogoje, da smo usposobljeni in strenirani za izvajanje svojega osnovnega poslanstva, oboroženega boja. S tem končujem in predajam besedo naši profesorici dr. Petkovškovi, da predstavi aktivni projekt in mogoče me popravite še v kakšnem segmentu. Najlepša hvala za povabilo, da lahko predstavim en nov ciljni raziskovalni projekt, ki ga Fakulteta za varstvo okolja izvaja za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. To je projekt tveganja povezana z okoljskimi in naravnimi nesrečami na območjih delovanja Slovenske vojske. Ta projekt izvajamo skupaj z ZRC SAZU, Inštitutom za raziskovanje Krasa in pa Univerzo v Mariboru, Fakulteto za varnostne vede.
Ta projekt smo začeli jeseni prejšnjega leta in traja 24 mesecev, tako da smo še čisto na začetku, ampak bom mogoče samo predstavila tiste bistvene stvari, kar želimo. Še preden pa predstavim ta projekt, bi pa rada mogoče malo pokomentirala vse tisto, kar je gospa Raduha nam tule predstavila. Res je, nekoč sem bila zaposlena v inštitutu Eriko Velenje. Mi smo se veliko ukvarjali z ekološko sanacijo zaradi ker je to vplivno območje termoelektrarne Šoštanj in smo tudi kar vodili kot inštitucija, kar bom rekla, kompleksne raziskave vplivov vojaške dejavnosti na okolje. Bila sta dva taka zelo velika projekta, eden je bil v letu 2004 do 2006, drug je bil pa, ko smo ugotovili, da je res onesnaženo območje pehotno strelišče, smo za vsa pehotna strelišča Slovenske vojske ocenili tveganje za okolje, in smo se takrat še malo bolj s tem seznanili. No, tretji, ta obratovalni monitoring, ki ga je naša inštitucija koordinirala, želela bi reči, da so tukaj pri vseh teh projektih tudi druge raziskovalne inštitucije sodelovali, recimo Nacionalni inštitut za biologijo, potem, kot sem že rekla, ZRC SAZU, predvsem Inštitut za raziskovanje Krasa, ki pač pozna to hidrogeološko področje, Počka, ki je ranljivo področje, tudi Gozdarski inštitut, Akvarius, pač različne inštitucije so se po potrebi vključevale in v tem, bom rekla, obratovalnem monitoringu, ker pa so pač samostojna poročila, obratovalni monitoring tal smo enkrat javnosti tudi predstavili rezultate, v bistvu jaz lahko mogoče, če bo kako vprašanje, malo pokomentiram, nisem pa jaz avtorica teh raziskav, mi smo kot inštitucija to koordinirali, Toliko mogoče o naši vlogi, Zdaj, ta projekt, ki sem rekla, da bi ga rada predstavila, se pravi, še z dvema inštitucijami na Fakulteti za varstvo okolja smo začeli izvajati ta projekt. Namen tega projekta je predvideti, obvladati in zmanjšati tveganje na območjih delovanja Slovenske vojske in sicer predvsem tveganje zaradi pojava naravnih nesreč in pa okoljskih nesreč. Zdaj, naravne nesreče vidimo, smo tudi v letošnjem avgustovskem obdobju videli, kako je to lahko, kako veliko tveganje za zdravje ljudi in za okolje je to lahko. In sicer poleg tega bomo pa analizirali tudi odnos lokalnega prebivalstva do delovanja Slovenske vojske in po potrebi določene ukrepe, o katerih smo danes že tudi slišali, dopolnili, in tudi mogoče oblikovali protokole ravnanja ob okoljskih in naravnih nesrečah na območjih delovanja Slovenske vojske. Zdaj, to ni samo na Poček usmerjeno, se pravi na osrednje vodišče Slovenske vojske, ampak smo evidentirali v sodelovanju Slovensko vojsko 38 objektov, za katere bomo mi pač ocenili tveganja za naravne nesreče in pa tudi okoljske nesreče povezane predvsem z nevarnimi snovmi. Zdaj, ti objekti, to so vadišča, vojašnice, strelišča, tehnična in druga skladišča. Skratka, za vse te objekte bomo to naredili. Vključen je seveda tudi vojaški poligon Poček. To območje je območje velike do zelo velike požarne ogroženosti in gre tudi za zmerno potresno ogroženo območje. Drugače pa recimo z vidika pojavljanja zemeljskih plazov je manjše tveganje, manjša verjetnost, recimo ni pa tu poplavne nevarnosti. So pa nekatera druga območja, vojašnice, recimo tudi na Celjskem, Celjska vojašnica, kjer pa bi lahko bilo kako tveganje z tega naslova. Zdaj, kaj bomo pravzaprav kot je že bilo večkrat pomenjeno, je verjetno največji, poleg požarov seveda, ki so lahko sprožilec mnogih dejavnikov, je seveda tudi možnost razlike nevarnih snovi verjetno največje tveganje. In zato bomo se v to tudi usmerili.
bomo tudi izvedli, to pa v naslednjem mesecu, dodatne analize tal, in sicer bomo izvedli tam, kjer smo pač ugotovili povečane vsebnosti oziroma mogoče še določeni parametri niso bili izmerjeni. Na določenih vadiščih, recimo na vadišču Zelena dolina, ker gre za uničevanje streliv in eksploziv, pa poligon oklepnih vozil, se pravi, bomo tudi organska onesnažila zmerili, skratka, zanima nas tudi stanje okolja. Zdaj, ena, sem rekla, izmed delovnih sklopov tega projekta je tudi analiza odnosa lokalnega prebivalstva do delovanja Slovenske vojske in za ljudi, ki prebivajo v okolici osrednjega vadišča, se pravi Počka in pa Bača, bomo tudi s pomočjo anketiranja pa tudi intervjujev naredili, pač analizirali in verjetno prepoznali, kaj so tiste dejavnosti, kaj so tiste stvari, ki pa prebivalce najbolj moti. Seveda bomo to tudi za vse druga območja, ne samo za to. Zdaj, zdi se mi, da gre pri tem projektu, smo že zdaj v tej fazi ugotovili, da gre za zelo neko tesno sodelovanje z Slovensko vojsko, saj v končni fazi so tudi, ta tema je za njih zelo zanimiva. Jaz upam, da bo ta projekt rezultat imel veliko uporabno vrednost. Videli smo že pa na nesrečo, da je ta poznavanje tveganj zaradi naravnih nesreč v zadnjem obdobju, zaradi teh tudi ekstremnih vremenskih pojavov smo ugotovili, da je ta problematika še kako aktualna. Čisto na kratko sem predstavila namen pravzaprav tega projekta. Če še mogoče kako vprašanje v zvezi s tem, bom pa z veseljem vam odgovorila, če bom seveda lahko.